eu sam Aleš Grohar in danes bomo skupaj naredili štrudel, jabolčni štrudel, recept, ki je super tradicionalen v naši skupnosti. Ta recept je, veliko ljudi se ga boji, ampak danes bomo videli, da je super lahek. Itak, če imate kakšen dvom, me lahko vprašate tukaj spodaj v komentarjih. Dobro, začnimo s sestavinami. Tukaj imam vse sestavine že razdeljene v posodicah, ker to s tem lahko nam pomaga, da nam ni treba rabiti vage, da ni treba tehtati vse, medtem ko že kuhamo in ne umažemo vse kuhane s tem. Torej, tukaj imamo najprej razdeljeno na dva sestavine. Ta del je za testo. To testo se rabi v veliko receptov. Se imenuje vlečno testo ali masa filo po špansko. In se lahko nadeva z jabolki, kako bomo naredili danes, ampak tudi s skuto in rozinami, ali pa če hočete narediti slan štrudel, lahko naredite z mesom in špinačo, ali pa tudi s krompirjem. Če kdo hoče te recepte, lahko prosi tukaj spodaj, pa vam dam te nadeve. Torej začnimo. Tukaj imamo za testo pol kile navadne moke, imamo pol kozarca olja, en ščep soli in pa vodo, ki je naravna, ne premrzla in ne prevroča. Ker to lahko naredi, da testo se ne bo vleklo dobro, če je prevroča ali premrzla. Tudi moramo pomisliti, da to je en kozarc vode, ampak količina je lahko različna, če vaša moka popije več ali manj vode. Tako da to imejte malo vode pripravljene za dodati. Potem imamo za nadev 200 gramov drobtint ali pan rallado, 250 sladkorja navadnega, 100 gramov masla, eno žlico pa pol cimeta, 1,5 kg jabolk ali 6 velikih jabolk, in potem pa imamo še moko in olje po potrebi, ki bomo potem videli, zakaj rabimo. Imamo tudi en taper za spraviti testo, da počiva, imamo cedilo za presejati moko, da bo bolj lahko testo, nož in lupilnik za jabolka, en prt, ki je lahko tudi ena rjuha, če nimate čista, ali pa lahko naredite tudi na mizi, ampak je treba dati veliko moke in je malo bolj težko. Idealno je imeti en prt. In pa eno desko za rezati jabolka. Zdaj bomo začeli s testom. Najprej je treba dati moko na mizo, kot narediti en hribček, in se reče, da se naredi krona. Se mora narediti luknjo na sredi. V tisto sredo se da vodo in pa sol damo tukaj na moko, ampak lahko damo kakorkoli. Potem pa bomo dali še olje. In treba narediti zadosti veliko moko, krono z moko, da ne gre vse ven. Zdaj pa bomo začeli mešati te dve stvari, treba narediti pazljivo, da se vse ne polije. To se lahko naredi tudi v enem bolu ali enem taperju, mogoče da je malo lažje. Če naredimo na mizi s krono, začnemo mešati počasi takole, da se začne zmešati vse, ne da bi se nič polilo. Treba imeti precej potrpljenja, ker če ne, bo cela hiša umazana. In počasi dajemo vsakič več moke notri v vodo in olje.
To testo je od začetka precej vodeno, precej lepljivo, ampak potem, ko bomo mesili in tolkli, se naredi čisto pravo in lepo testo. Ko že vidite, da je ena lepa konsistenca, lahko že uničite krono in zmešate vse. In začnemo mesti. Kako vidite, je precej lepljivo še, tako da počas ne se bati. Ko počas že vidimo, da ni več moke ali vsakič manj moke, je treba še naprej mesti. Tukaj je treba priti do take konsistence, kot vsak hoče. Bomo zdaj videli, da je mogoče bo treba dodati še malo vode, ampak to se vidi šele, ko ni nič moke na mizi. Ko se ne vidi več moke, takrat šele vemo, če dodati ali ne vodo. Tam vidimo, da že na mizi ni skoraj nič moke. In mislim, da konsistenca je kar v redu. Zdaj bomo malo mestili, dokler se naredi ena enakomerna barva na testu. Bomo že videli, kako je. Mora biti belo rumenkasta, ampak povsod enaka. Ko že vidimo, da je približno barva enaka, bomo začeli tolči testo. To testo je treba tolči, da se naredi bolj gladko in enakomerno. Tolči pomeni dvigam testo v roko in vrši ga z močjo na mizo. Ropota precej, torej bomo dali stran zvok, ampak to je treba narediti, ne vem, 50krat mogoče, in bomo videli, kako bo postalo lepše testo. Dobro, tukaj smo končali z tolčenjem testa. Vidite, kakšna je tekstura. Barva je čisto zamenjala, je veliko bolj svetla. In nismo dodali ne moke, ne vode. To je bilo, naše količine so bile perfektne. Ampak se lahko zgodi, da se vam prelepi. Če se vam prelepi, ko udarite, kar lahko naredite, je zelo hitro z obema rokama dvignete tako s prsti in se ne bo prelepilo toliko. Če se vam naprej lepi, najboljši je dvigati z enim nožem ali s čimerkoli vse testo, kar se prelepi, ker kar imate testo na mizi, se vam lahko prelepi. Če je čista miza, je težko, da se prelepi. Torej, zdaj to testo mora počivati 20 minut do pol ure. Zdaj vidimo, da je testo približno dobro zamešano, lahko damo en prst, pritisnemo in se vtisne notri in vstane tako, ne gre nazaj. Če vidite, tam vstane vtisnen prst. Torej, zdaj damo v en taper, v katerega bomo dali olje, precej olja, en prst olja, damo testo notri in poleg pa še polijemo gor. Mora ostati testo čisto pokrito z oljem. Lahko malo obrnemo, da je čisto vse pokrito. Tako. In zdaj pokrijemo in pustimo 20 minut do pol ure na enem kraju mirnem, da počiva in to bo pomagalo, da se bo lažje vleklo. Medtem ko počiva testo,
bomo mi začeli z nadevom. Najprej bomo polijeli jabolka in bomo jih najprej olupili. Olupimo, damo drobtince. Kakšnim ljudem je všeč, da se pusti lupina, drugi namesto da narežejo jabolko, jo naribajo. To je odvisno od okusa vsakega. Tudi je važno, da če hočete narediti velik štrudla in je treba to narediti, preden začnemo s testom, je treba jabolka dati najprej v limono, ker če ne postanejo rjava in niso lepa za pogledati. Torej, ko približno naredimo to, primemo desko in zrežemo jabolko. Bomo dali stran muko ali sredino. Z enim majhnim nožem je bolj pomoč kot sa velikim, da se ne urežete. To se stran vrže in jabolko se zreže na ta način. Na rezine, ki morajo imeti približno 1 cm, ampak je tudi odvisno od vsakega. In to ni tako važno, pa potem se vse skuha. Torej, takole ostanejo jabolka in to bomo naredili z vsemi drugimi jabolki. Medtem ko režemo jabolka, ena stvar, ki vam hočem reči, da jabolka, ali v resnici sadje in zelenjavo, je dobro, če jo umijemo najprej z vodo in potem pa pustimo tudi enih 10 minut približno v vodi s klorom. Zavedati količino klora, ki damo na liter vode, je treba prebrati papirče na steklenici klora. To je dobro za ubiti vse tiste bakterije ali mikroorganizme, ki lahko pridejo v zelenjak. Tako da, to je tudi, če hočete, je primerno. Po drugi strani, zdaj, že medtem ko delamo to, režemo jabolka in pripravljamo nadev, je treba prižgati pečico, ker mora biti segreta. Tako da prižgemo pečico približno na 240 stopinj, na srednja temperatura in pustimo, da se pogreje. Dobro, za narediti drobtince postavimo ponev na ogenj, na velik ogenj in dodamo tistih 100 gramov masla in pustimo, da se stopi. Dobro, ko imamo maslo stopljeno, čisto tole vodeno, dodamo drobtince, skušamo dati povsod in zmešamo, da se ne pojijo s tistim maslom. Morajo čisto napojiti, ostanejo mokre. In potem samo mešamo drobtince na ognju, dokler vidimo, da postanejo malo bolj temno rjave. Odvisno od ognja in od ponve, ki imate, bo trajalo več ali manj. Dobro, to je približno barva, ki jo iščemo, malo bolj rjava, kot smo začeli.
In zdaj damo dol iz ognja in spravimo to na enem krožniku ali v eni posodi. Tako za nadaljevati z nadevom bomo prijeli sladkor in cimet in edino kar naredimo je, da damo cimet notri v sladkor in zmešamo. Zmešamo, ostane vse enakomerno, približno, ni potrebno, da je perfektno in bo ostala ena rjava barva in rjav sladkor. Tako smo končali z vsem nadevom in zdaj edino, kar bomo mogli narediti, je začeti štrudel. Zdaj, ko je testo že počivalo vsaj pol ure, bomo začeli vleči testo. Zdaj mi bo pomagala moja mami, Nadi Kopač-Grohar, če jo poznate, da je lažje po dva narediti. Se lahko naredi eno sam, ampak je lažje po dva. Torej bomo razgrnili prt po pomizi in pomokamo. Ne preveč, ker ne potrebujemo. Primete malo moke in jo spustite v zadnjem momentu, preden pridete do prta. Malo pomagalo, ampak ni problem. Dobro, ko je že zadost, to je zaradi tega je bila tista moka, ki smo spravili prej. Če je kje malo preveč, lahko malo razporedimo po prtu. To je samo, da se ne prelepi, ko bomo potem valili. In zdaj, primemo testo, ga primemo brez olja, ga damo ven iz olja, pustimo olje tam in ga damo približno na sredo. Pravimo. In zdaj bomo začeli vleči testo. Zato se reče vlečno, se imenuje vlečno testo, ker se vleče. Začnemo zmeri iz sredine in začnemo večinoma s prsti ali pa z dlanmi vleči proti stranem. Ne se bati, če se naredi kakšna luknja, ni nobenega problema, se lahko ali zašije ali pokrije, ali pa se pusti tako in ni nobenega problema. Bomo to začeli. Tudi, kako vidite, se naredila ena luknja, ni nobenega problema, se zašije na ta način. Če hočete, če ne, pa lahko pustite direktno luknjo in ni nobenega problema. No, to z malo podvržljivosti pridemo do te točke, kjer testo je prozorno. Če date eno revijo ali karkoli spodaj, lahko preverite, kar je spodaj. Kakor vidite, moja roka se perfektno vidi skozi. Ja? Ni povsod enako, tukaj je mičkam bolj debelo, ampak ni problema. Idealno je, da se vidi skozi. To je ideja od vlečnega testa.
in që ma u pogledate, vidite dhe na robovih je debelo, tuki je përcejt e sta. Torej ka karsenardi je se prime alzanim nožom ali pa direktno z roko in se začne stran trgat to. Je zelo lahko, samo pazite, da gre, kar je debelo stran. Kjer je velik testa, se da stran. Brez problema, samo malo vlečete in se bo samo otrgalo stran. In tisto se ne vrže stran. S tistom se lahko malo zamesi, kakor dela mami, in se spravi spet pol urce, litko ga zadnjič v olju in pokrito z oljem, in se lahko naredi še en štrudelj s temi ostanki. Ne stran vrž, ker je testo, ki služi za drug štrudelj. Tole vržemo stran in zdaj imamo testo. Ni enakomerno, kako vidite, ni potrebno, da je enakomerno, tako samo, da imamo en velik prostor s testom. In zdaj začnemo polniti to. Najprej primemo drobtince in jih enakomerno razdelimo po vsem testu. Ampak zmeri je treba paziti, da se pusti en rob tukaj gor, en rob brez enih 5 cm ali malo več, kakor mi tukaj pravijo, brez ničesar, brez nadeva. Spodaj pa ja čisto dol damo drobtince. Enkrat, ko imamo že drobtince enakomerno razporejene, primemo naša jabolka in jih tako damo na testo, na drobtince. Ni potrebno, da imate da ostane super lepo, samo tako, da je približno povsod vsaj malo jabolk. To odvisno tudi mogoče, če date kakšno jabolko več ali kaj tasga, se lahko ostane več ali manj jabolk na testu. Ko vidimo, da je vse približno pokrito, prijemo sladkor in ga posujemo gor na naše jabolka. Tudi, da povsod ostane vsaj malo sladkorja. To odvisno od, če imate kakšen problem s sladkorjem ali vam ni všeč cimet, se lahko da manj ali več sladkorja, se lahko ne da cimeta. To je odvisno od vsega, to je zelo po okusu. Diabetiki pa brez sladkorja. Točno. Je zelo dober štrudelj tudi, če ne date vseh teh stvari. Dobro, to zdaj nadev smo končali in zdaj pa pride moment ovitja, zavitje štrudla. In to je tako. Bomo najprej mičkeno dvigali rjuho ali prt in samo mičkeno zavijemo tako. Še prej sem pozabil, zapremo na strane, da nam ne ujde. Če hočete, da ne ostane toliko testa skupaj, primete kakšno jabolko in date gor na testo. Dobro. In zdaj pa začnemo zaviti in je samo dvigati prt in se sam začne ovijati. Ja? Super lahko, tam vidite, kako je. In zdaj pa se še prime to, kjer ni nadeva in se pokrije, da se malo bolj prelepi in se zapre. Zdaj vidimo, da je precej debel štrudelj in se ne smemo bati tega testa, ker se lahko samo prime in se vleče in pogledajte, kako ostane veliko bolj tenek in se ne uniči. Se vam lahko uniči, ampak brez problema, se lahko mičkeno takole, kot tolčemo nagor, potrese in boste videli, da se naredi perfektno. Če se vam naredi kakšna luknja, ni nobenega problema, to ne naredite, je štrudelj slab. Zdaj pa bomo prijeli eno pekačo in pekač in damo malo olja, malo precej olja v resnici, se da precej olja in se ga lepo razpodeli povsod, tudi po robovih,
lepo. In zdaj pa bomo dali štrudel na pekač. Imamo dva načina, ja? Ta prvi je narediti štruce, ki so, samo moraš prijeti pekač in zmeriti, koliko je dolg štrudel. In ga zrežeš z roko ali z nožem, je isto, z nožem bo bolj perfektno, ga zrežeš, ga mičkeno zapreš in ga daš na pekač. Ti grejo približno tri različne štruce na ta pekač. Mi bomo naredili danes špiralo, ki je en drug način peke in ki je treba narediti takole. Primemo in dvignemo štrudel, ga damo gor, ga zvijemo, tu se naredi ena luknja, ni problema. Ga damo spet notri, zvijemo tole, spet notri, zvijemo tole in verjetno ne bo šel cel notri. Mi ga bomo naredili, da bo šel notri. To, približno. Idealno je mičkeno večja pekača, če imate. In to je to. Zdaj pa, preden ga damo v pečico, je treba še malo olje dati in ga polijemo. To je zaradi barve, da se bolj speče. Če kdo ima kolesterol, lahko vsega da manj. Manj masla, manj olja. To je samo za barvo in da se bolj speče. Tako. In ko smo končali na štrudel, zdaj pa gremo v pečico. Dobro, tukaj je štrudel končan. Odvisi od pečice, ampak jaz sem mogel na sred peke obrniti, ker mi zadaj greje več, torej bi se je hitrejši naredil. In potem na koncu sem ga dal na višjo stopnico, da se malo zapeče od gor. Zdaj nekaj super važnega je dati ven iz pekače takoj, če ne se prelepi in se ne bo dalo dati ven iz pekače. Torej bomo rabili en kos lesa, ga damo gor in edino kar naredimo je, obrnemo tako. Obrnemo in je že. Upam, da gre ven cel. Perfektno. In zdaj pa, kar bomo naredili, je isto z drugim kosom lesa. Spet primemo in obrnemo. In štrudel je narejen. Dobro, za končati ta štrudel lahko malo posejemo sladkorno moko, azúcar impalpable. Mogoče, če ni presladek, lahko s tem damo malo več okusa. Kaj še? To se je peklo 45 minut v moji pečici, odvisi od vsake, traja več ali manj, gledajte bolj kot nič barvo. Tako da, dobro, to je štrudel, hvala vsem, ki ste gledali. Poskusite narediti, važno je poskusiti, se zmotiti in spet narediti in se zabavati s tem. In to je naša verzija, groharjeva verzija, vsak ima svojo. Torej, poskusite, zamenjajte stvari, kakor vam je bolj všeč in hvala vsem.